Veliko podjetnikov misli, da je ključ v tem, da gradijo svojo prepoznavnost in svoj posel v tem, da objavljajo vsakodnevno. Ampak kaj če ti povem, da to ni najbolj optimalna rešitev? V tej epizodi podcasta ti razkrijem, zakaj ni potrebno objavljati vsak dan, oziroma če stavljaš vse samo na družabna omrežja, gradiš v bistvu zelo nevaren posel in 5 korakov oziroma 5 marketinških korakov, ki ti bodo prinesli velike rezultate. Hej, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Velikokrat se torej zgodi, da podjetniki res želijo redno objavljati na družabnih omrežjih, ker je to zelo popularno in seveda je lahko to super strategija, ki ti pomaga pri rasti in razvoju, ampak staviti vse samo na tega konja, če tako rečem, je pa lahko zelo nevarno, ker nikoli ne vemo, kdaj se bo algoritem na posameznem omrežju, družabnem Facebooku, Instagramu spremenil in se tvoje objave mogoče več ne bodo prikazovale ali izgubiš dostop do svojega profila in tako naprej. Skratka, celoten biznis oziroma posel graditi samo na tem je lahko res zelo, zelo nevarno. Zato ti predstavljam danes, zakaj to v bistvu ni potrebno, zaradi tega, ker lahko si zgradimo boljši oziroma bolj stabilen biznis na tem, da gradimo tudi na drugih panogah oziroma na druge načine gradimo svojo prepoznavnost. In če še zmeraj ne verjameš, da samo družabna omrežja te ne bodo pripeljala verjetno zelo, zelo daleč, potem samo pomisli, ali poznaš katerega podjetnika pa podjetnico, ki objavlja redno, pa vseeno ni tako zelo uspešna, kot bi lahko bilo. Morda se med njimi najdeš tudi ti, ker velikokrat dobim to vprašanje, Maja, recimo, jaz redno objavljam na družabnih omrežjih, ampak ni pa strank. In to je čisto nekaj normalnega, zato danes s tabo želim deliti 5 boljših načinov, kako lahko gradiš svojo prepoznavnost, pridobivaš stranke oziroma skrbiš za svoj marketing. In prvo tako je darilo 2.0. Kaj to pomeni? To je v bistvu napredno darilo, oziroma lahko bi mu rekli tudi v tujini, velikokrat slišimo freebie ali pa brezplačna ponudba. In kako to izgleda, če mogoče ne poznaš, je v bistvu, da nekdo ti da kontaktne podatke, kot je recimo mail, in v zameno recimo dobi nek PDF. Ampak tukaj je malo drugače, ker potem velikokrat dobim vprašanje, ok, Maja, ampak a ta brezplačna darila pa PDF-ji, to še sploh deluje, to še sploh kdo uporablja, ali pa na drugi strani imam veliko se jih prijavi na to darilo, ampak od tega ni dobene stranke. Ravno zato ti govorim o darilo 2.0, to je bolj napredno darilo, ki ti pomaga v bistvu ne samo pritegniti pozornost, graditi prepoznavnost, ampak vsi, ki potem pridejo, se naročijo, ti dajo kontaktne podatke, torej s tem darilom jih naravno potem vodi v nakup. Kar pomeni, da si zgradiš v bistvu en taki lušten, celoten lijak, ki ti potem avtomatsko pretvarja nove, sveže obiskovalce tudi v stranke. In to je definitivno ena investicija časa, ki ga je fajn investirati hitro v svojem poslu, da ti začne čim prej graditi in prinašati stranke. Če želiš več izvedeti, kako zgraditi takšno darilo, ker je kar nekaj korakov, ki so potrebni, da potem delujejo, in velikokrat vidim, da so ti koraki včasih izpuščeni in potem darilo ne deluje, kot bi si želeli. Če te zanima več, bom spodaj v opisu dodala tudi link, kjer najdeš vse, kjer te vodim, torej korak po koraku, pa pripravila sem tudi vse template, kako lahko ustvariš svoje darilo 2.0. Drugi način oziroma točka je potem, seveda, bi vseeno rada, da ohranimo družabna omrežja, ampak da ga uporabljaš bolj strateško. Ne tako zelo naključno, da pač objavljaš in da so objave same sebi namen, ampak v bistvu v resnici objave, ki konvertirajo. In objave, ki konvertirajo, v bistvu so bolj takšne, ki običajno raztapljajo ugovore potencialnih strank, zakaj se ne odločijo za nakup, in hkrati tudi je zelo
zelo pomembno, da gradijo tvojo avtoriteto. Ker če v očeh tvoje idealne stranke nisi avtoriteta, potem se verjetno stranka ne bo odločila za nakup pri tebi, ampak raje pri sosedu. Tako da družabna omrežja so vseeno med temi točkami, ampak v bistvu bolj strateško se osredotočimo na samo ustvarjanje in ne samo na ključno oziroma objavljamo kaj je naš navdih, na primer. Ampak tudi te objave seveda ni nič narobe, če so pa samo te, pa zamujamo lahko veliko priložnosti. Tretja točka je ena čisto enostavna in če imaš še v bistvu veliko časa v svojem poslu, mislim, da nimaš še čisto polnega urnika za svojimi strankami, potem je zelo smiselno, oziroma ta korak je v bistvu smiselno za vse, za velike in male podjetnike, in sicer to je, da se čim bolj 1 na 1 povežeš z svojimi sledilci, svojimi potencialnimi strankami, ljudi, ki so na tvoji mailing listi in tako naprej. Kako? Tako, da jim pošlješ zasebno sporočilo, puščaš komentarje, potem odpišeš na maile ali pa pošlješ kar tako kakšen mail in tako naprej. Skratka, če greš 1 na 1, se vezi oziroma odnosi veliko hitreje zgradijo, kot če zmeraj samo govoriš množici. In mogoče ti dam en izziv, ki je meni zelo, zelo ljub in prinaša res super rezultate, pa super simpel je. In sicer, da si recimo rečeš, da naslednjih 30 dni vsak dan pustiš vsaj 20 komentarjev. Lahko je na enem tvojem primarnem družabnem omrežju, lahko je pa povsod, torej online. Tako da poskusi, pa mi potem opazuj, kaj se bo spremenilo. Bom pa vesela tudi, če spodaj v komentar zapišeš potem po 30 dneh, kakšne so spremembe in kaj se je zgodilo. Je pa res, da je to potrebna vztrajnost in pa nekako tudi odgovornost. Četrta točka je potem razni strateški posveti. Posveti so lahko super zadeva, če si še na točki, ko si jih lahko privoščiš, in sicer, da imaš v bistvu dovolj časa, da ponudiš brezplačne posvete kot neko zadevo, ki bi v bistvu bila kot test predtem, preden se odloči nekdo za nakup. In če si na začetku svoje podjetniške poti, je lahko to zelo učinkovito. Zaradi tega, ker brezplačno, a ne potencialna stranka, lažje reče ja in preizkusi tvoje storitve oziroma ponudbo, še preden se potem zares zaveže za sodelovanje. Če pa si že globlje v poslu, pa seveda za te posvete lahko dodaš tudi kakšne filtre, torej da vsi ne morejo priti na posvet, ali pa v bistvu te posvete tudi predajaš mogoče svojim zaposlenim. In 5. točka, ki sem se želela dotakniti, so pa tudi redni dogodki. In to dogodki, ki jih lahko sam oziroma sama organiziraš, povabiš različne goste in tako prideš tudi pred njihovo publiko, ali pa v bistvu, da začneš graditi in se začneš mrežiti oziroma povezovati, tako da v bistvu tudi gostuješ pri drugih podjetnikih ali podjetnicah, oziroma kjer je se nahajajo tvoje idealne stranke, in prideš pred novo občinstvo. To ni nič zahtevnega, samo začeti je potrebno čim prej. Tako da to je enih takih 5 načinov, kako lahko hitro, v bistvu totalno transformiraš svoj posel. Jaz ti pa želim veliko uspehov. Spodaj v komentar pa zapiši, katero izmed teh točk se lotiš mogoče že danes in pa kaj ti je mogoče bil največji aha. Uživaj in se vidimo kmalu. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste, in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.